nazadnje je zaščita otrok tudi stvar potem migracij in zaščite otrok, ki so kakorkoli podvrženi begunstvu. Zdaj pa prosim Marjana Drnovška, ki se ti opravičuje, ker sem te že tako prijazno dol vrgla. Marjan Drnovšek je, mislim, da nedvomno znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. In prevabim k besedi, da bomo še odprli. To ti? Ja, to sem jaz. Pa potem... Tle se puščica. A ti staješ? Užuješ? Kar izvoli. A ja, mogoče še naslov, otroci in izseljenstvo prvi Jugoslaviji. Spoštovani, za obdobje prve Jugoslavije je v Arhivu Republike Slovenije kar veliko gradiva oziroma bogatega gradiva, kjer najdemo številne dokumente vezane na mladost in na otroke. To me je nekako kar presenetilo, ker pravzaprav dejansko o otrocih in o mladih v izseljenstvu se relativno malo je pisalo, mogoče se bo pisalo tudi kaj več. To vrsto gradivo se potem nahaja, to arhivsko gradivo, poleg arhiva kot dokumentov, se nahajajo v dokumentih številni dokumenti društvenih arhivov, ne samo, naprimer, zavnimo Družbo svetega Rafaela v Ljubljani. In že to dvoje, kar se tiče tako Dravske domovine, tako Družbe svetega Rafaela, je imela nekako roko nad temi dokumenti oziroma nad temi temami, je imela predvsem katoliška cerkev. Zato najdemo poleg teh dokumentov tudi številne dnevne katoliške časopise, ki so prinašali izseljensko tematiko, predvsem, naprimer, izseljenski vestnik in pa izseljenski vestnik Rafael. Leta 1941 pa je išla tudi izseljenska čitanka v letu 1941, ja, ki jo je Jože Premrov namenil slovenski mladini. Slika, ki nam kaže, je naslovnica tega izseljenskega vestnika, ki kaže neko domačnost oziroma ta klas, ki je na naslovnici, kaže, kar nekje želi pokazati, da naj ljudje ostanejo doma, da naj se ne izseljujejo, in medtem, ko so pa destinacije, kamor so se izseljevali, so pa v nekem zelo manjšem okviru, naprimer piramida v Egiptu, nizek newyorški stolp, potem in podobno. Mogoče bi v začetku tudi še omenil to, da Jože Premrov, ki je namenil to slovensko čitanko, je naredil to in prav naslovil na slovenske otroke oziroma na Slovence in hkrati je tudi objavil, poleg teh, bi rekel, podatkov o izseljevanju, tudi številne drobce, ki so bili naprimer v zvezi z pesmimi, v zvezi s temi pesmimi in pa tudi z drugimi Torej, osredotočil sem se na slovenske, predvsem izseljenske duhovnike in učitelje, ki so delovali med zahodnoevropskimi izseljenci v Nemčiji, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu. Glavna, temeljna njihova vloga je bila, oziroma poslanstvo je bilo vzgoja katoliških otrok in mladine.
Eden od prvih katoliških duhovnikov še iz avstrijskega obdobja je bil Božidar Theodor Tensundern, torej Nemec, ki je organiziral nekako slovensko šolo v Gladbeku v Nemčiji. To je bilo pomagala sta, torej tukaj imamo na sliki, lahko vidimo njega v sredini, v talarju. Pomagala pa sta ji dve učiteljici, ena, ki je bila nemškega rodu in mlajša učiteljica Vrankarjeva, ki je bila slovenskega rodu. To je bila nekako prva slovenska, bi rekel, neke vrste izseljenska šola na evropskih tleh. Zelo pomembno v izseljenstvu je bila družina. Družina, pomen matere in družine in sploh je bil tako in tako poudarjen tudi v tem katoliškem svetu. Fotografija, ki jo imamo na levi strani, oziroma ki jo imamo pred mano, kaže na družino Urh pred fotografskim aparatom, kjer je oče Urh, mati Terezija in pa Slovenci Marija, Anton, Ludvik in pa Ani iz leta 1928. Pomembna je ta fotografija zaradi tega, ker je opazna germanizacija imen otrok. Ker to so bili pravzaprav vestfalski Slovenci, ki so bili že pred Prvo svetovno vojno v Nemčiji, kjer so bili v izseljenstvu. In to je bil Jansen Belistrek, na primer, je bil primer človek, ki je potem tudi skrbel tudi v času še avstrijskem obdobju za izseljence in izseljenke v Nemčiji. Vloga katoliške cerkve v izseljenstvu je bila tesna povezana s cerkvijo tudi v domovini. Ta vez je bila izredno tesna. Imela je velik posluh za otroke in mladino. To je nedvomno. Ohranjanje in utrjevanje vere je bila pa njena temeljna naloga. Izvajanje pa je bilo prepuščeno izseljenskim duhovnikom, izseljenskim učiteljem, in to so bili Anton Šlibar, Janko Jankovič v Franciji, Svato Klostoviček na belgijsko-nemški meji in Marija Ažman, edina ženska pravzaprav med temi učitelji, ki je predvsem učila otroke v Gladbeku oziroma v Nemčiji. Zelo pogosto pa je obiskovala učiteljica Julijana Šušteršič. Bila je izredno, večkrat je prihajala ne samo v Nemčijo, ampak tudi v Francijo, kjer je poskušala nekje voditi neko šolsko politiko in hkrati pritiskala tudi na Dravsko banovino, da bi čim bolj, da bi dobili otroci, ki so bili v izseljenstvu, da bi dobili čim več pouka oziroma čim več znanja. Mogoče taka zanimiva zgodba, ena od številnih, je zgodba Svatopluka Stovička, kot sem že omenil prej, izseljenskega učitelja v Belgiji. Smatrali so ga, da je imel projekten odnos do belgijskih oblasti, ne bi bil vzor pridnosti, marljivosti in pa treznosti. Rudnikom je bil tolmač, fotoreporter, igral je potem v rudniškem orkestru prvo violino, učil tudi otroke, igranje violine in kar v šolskem letu, samo za primer, ker teh številke dače ogromno, v letu 1937-38 je imel na skrži 218 otrok v dopolnilnem tečaju slovenskega jezika.
tukaj naj upozorim na to, da ti tečaji so bili pač narejeni iz slovenske oziroma jugoslovanske strani. Namreč otroci so morali vsi hoditi v redno šolo. Ne? Tako da so imeli rekoč dve obveznosti, redna šola in pa potem ti tečaji. Večina učencev je bilo Slovencev, vsaj v tem pri Svatoplaku nekaj Hrvatov in tudi en Srb. To za zanimivost. No, bil je kot fotograf, zato se je odkrilo kar nekaj teh fotografij, ki pokažem vam dve. Namreč ob koncu šole, te imenovanega tečaja, bolje rečeno, junija meseca, je bil Stoviček izredno razumevajoč za otroke, ker je vedel, da otroci takrat so bili radi na soncu, v prirodi, radi so se kopali in hodili so tudi na izlete, ki so bili izredno vabljivi. In tukaj so se na fotografiji imamo, kako se sproščajo ob reki. Razdalje med kolonijami pa je učitelj krajšal z motornim kolesom. Pouk je pa obsegal predvsem materinščino, to se pravi materni jezik je bilo prva najpomembnejši, branje, štetje, zemljepis in zgodovino. Vendar je Stoviček, kot sem že omenil, verjetno je bil bolj za kramljanje in za prepovedi o domovini, tako da je bil izredno nekak topel človek. Hkrati pa je tudi pomagal učencem in učenkam, da so utrjevali snov še izredne redne belgijske šole. Omenil sem že verjetno, da jih je vodil tudi na šolske izlete in hkrati kar utrjeval kot zapisal v enem od pisem ljubezen do kralja in domovine. V istem šolskem letu je pripravil tudi izlet v Antwerpen, ki se ga je udeležilo več kot 90 otrok. Skratka, bil je priljubljen učitelj, ki se je z sinčkom fotografiral v krogu učencev, ki v spodnji fotografiji drži svojega otroka v skupini ostalih otrok. Izseljenci niso bili statični, zato veliko so se medsebojno obiskovali. Med nami je fotografija z naslovom Slovenski rudarji na obisku v Herlenu na Nizozemskem, to je bilo leta 1927. Fotografija je bila pravzaprav neke vrste klasična po sestavi. V ospredju so bili vedno predstavniki cerkve in tukaj imamo patra Teotima van Velzda, ki je zelo sodeloval s Slovenci in znal tudi delati slovensko, potem dve nuni, ki sta skrbeli za otroke, medtem ko ostali ti obiskovalci so bili zadaj, v spredju pa vedno najdemo, ne samo na tej fotografiji, ampak tudi na mnogih drugih, pa otroke, ki čepijo pred ostalimi, tako da so nekje v spredju. Otroci so opravljali vse verske zapovedi od krsta dalje. Bili so del dogajanj na zborovanjih društev, če ne drugače, vsaj za igrico ali pa glasbeno točko, recitalom ali zborovsko pesmijo. Postavlja pa se mi namreč prvo vprašanje, kaj pa otroci, ki niso hodili v cerkev. In saj je bilo znano, da so mnogi rudarji odklanjali verske obrede zaradi levičarstva. Mi govorimo o teh otrocih, katoliških otrocih, je ogromno gradiva tudi kot že omenjenem arhivu, medtem ko izredno malo pa ni podatkov v tem arhivu glede otrok, ki so bili izvzeti v veri ali pa. 30. leta in španska državljanska vojna sta še poglobila prepad med vernimi in nevernimi, kar so občutili tudi otroci. Tukaj sem dal zraven zastavo Cankarjeve čete, to je darilo slovenskih žen iz Pas-de-Calais, ki so se šile to zastavo v času španske državljanske vojne.
Leta 1929 je Društvo Svete Barbare v Eisenu v Belgiji izdalo pravila o namenu društva. In tukaj se postavi eno od dilem, namreč kdaj, dokot segajo otroci kot otroci in dokot naprej so pravzaprav mladi. Ne? In pri tem društvu, naprimer, konkretno tudi pri kasnejših, sem našel to, da so fantje, ki so dopolnili 16 let, pravzaprav dobili tisto svojo starost in so tudi hodili potem že tudi na delo v rudnike. Čeprav so v rudnikih delali tudi mehni otroci, predvsem, kada so pri premogu, ki so zbirali kamenje iz premoga. Tako da je to ta, bi rekel, ta meja pač lahko nekoliko se lahko gibe levo in desno. Eno od velikih problemov pri mladini in še bolj pri starših je bilo pa prisoten alkoholizem. Ne. To je eno od velikih težav tudi v izseljenstvu. Najmlajši so praznovali in pa, na primer, darovali v času Miklavža in Božička. Pred fotografom so se zbrali najmlajši, običajno so zapeli in se zahvalili za dobrote, ki so v času gospodarske krize v Nemčiji prihajale celo iz Slovenije. Otroci Slovenije so darovali nemškim otrokom v času gospodarske krize. Slikca je zelo zanimiva, to so majhni otroci in materinski dan je bil tudi eden od dogodkov v izseljenstvu, kjer so otroci posvečali pozornost svojim mamicam z nastopi in recitacijami. Deklice so pripravile navadno igrana prizora, v tem primeru so pripravile igran prizor na temo o bolečini otroka, ki je prezgodaj izgubil mater, drugi pa je prikazoval srečo otroka v maternem okrilju, njihovo rajanje in prepevanje. Ni bilo praznovanja, da ne bi bili navzoči najmlajši. Najraje so zaigrali kako igrico, gledališka, pred nami imamo na fotografiji gledališko predstavo iz leta 1938 iz Belgije. Otroci so bili vključeni tudi v okolje, tuja okolja. Vendar tukaj imamo na primer fotografijo praznika 14. julija, francoskega praznika, kjer le ugotovimo, kako na primer so se tudi Slovenci priključili k praznovanju temu prazniku. Praznovali so pa tudi 1. maj. Otroke in mladostnike so vključevali v glasbeno življenje. Glasbeno življenje je bilo sploh ena od srednjih pomembnih v izseljenstvu, ne samo v evropskem prostoru, ampak tudi na splošno drugo. Prirejali so koncerte, igrali so tamburice, kitare, peli domače ljudske in cerkvene pesmi. Temeljni inštrument so bile harmonike. Glasba in pesem sta odmevala tudi v priseljenskih okoljih. Radi so jih poslušali tujci. Ta slovenska pesem je bila nekako mila in so jih radi poslušali. Medsebojno druženje je bila pogosta oblika tudi v času proslav, ne glede na jezike in navade. Fascinantna, na primer, je tukaj na tej sliki fotografija, zbirka harmonik pod vodstvom Žana Ureka, ki je zbral te harmonike, ki kažejo na tem pločniku. Obiski izseljenskih otrok in mladine v domovino so bili med najbolj priljubljenimi dogodki skozi prizmo otroškega dojemanja. Počitniške kolonije so bile priljubljene, torej počitniške kolonije k izseljencem, otrokom v izseljenstvu so bile priljubljene in povzete po italijanskih in nemških vzorih. Bile naj bi kovačnice državljanske in narodne, oziroma jugoslovanske, jugoslovenarske zavesti. Za izseljenske otroke na obiskih je bila zanimiva predvsem gorska narava, torej Gorenjska, Bled, jezero in predvsem pa seveda Jadransko morje.
Živopisni so bili tudi obredi zastav. Tukaj je Slovensko društvo Svete Barbare v Brunsumu z leta 1926. V obdobju španske državljanske vojne je bila tudi razvita razstava, ki se je pač razvila dekleta. Teh zastav je bilo ogromno, to so jih šivale žene doma in pa tudi v tujini. Vedno bolj se je osveščalo tudi otroke in mladino doma. V šolah so jih spodbujali k pisanju pisem z zgodbami o njihovem življenju v novih okoljih. Marsikdaj je pismo napisala roka učiteljice ali učitelja. Marsikdaj otroško naivno, z izbruhom domoljubja. Otroci so pošiljali svoje dnevnike in spomine na obiske domovine. Pisna korespondenca se je razširila iz evropskega prostora tudi preko morij, zlasti v Združene države Amerike in v Argentino. Doma so učenci zbirali knjige za izseljence, zbirke znank, školjke, celo prgišče domače zemlje so pošiljali v izseljenstvo. Sklep. Otroci so bili hvaležna publika na različnih praznovanjih in to ne samo kot pasivni, ampak tudi kot aktivni udeleženci. Mladina se je bolj ozirala v priseljenska okolja in življenje, saj je morala kmalu oditi v rudnike, dekleta med služkinje in pa delavke. Hvala lepa. Hvala lepa.